Pozdravljeni, z nami je dr. Jerneja Ferlež, Čopova nagrajenka za Čopovo diplomo za leto 2019, bibliotekarska višja svetnica. Nabrala si je številne izkušnje v naši knjižničarski stroki in vam z veseljem na tem slavnostnem dogodku danes predstavljamo dr. Jernejo. Kakšni so občutki, kaj vam pomeni v bistvu ta diploma? Zelo veliko mi pomeni, res sem iskreno zelo ganjena, tako da vesela nagrade zelo. Kakšna pa je bila vaša pot do te, ko dobimo takšno ogromno priznanje, vaša pot je šla od uporabnikov, pa danes pa stikov z javnostjo, kako v bistvu lahko opišete na kratko mogoče to vašo strokovno pot, profesionalno? Ta pot se nekako sama od sebe steče, tako da sem se danes pravzaprav kar zdrznila, ko sem slišala, da sem že 25 let oziroma četrt stoletja v tem poslu, tako rekoč. Začelo se je res med uporabniki, no, in ta del kariere mi je še vedno najljubši, lahko rečem, no. Za pultom za informacije sem delala vsaj 10 let, potem sem bila nekaj časa vodja izposoje, kar je na nek način podobno delo, ampak pač razširitev tega prvega. Zadnje leto pa delam kot svetovalka za stike z javnostmi. Ta del je malo bolj odmaknjen od neposrednega stika z uporabniki, ki ga na nek način pogrešam, ampak na vse zadnje pa gre ravno za stik z še širšo javnostjo, kar je pa spet to osnovno poslanstvo. Je verjetno ena taka skupna točka pač vaša odlična komunikacijska veščina, kar uporabnike, stik z javnostjo. A je sedaj kaj drugače mogoče? Jaz sama po sebi nisem nek retorik ali pa nekdo, ki bi sploh bil zelo komunikativen kot oseba, ampak zato si nikoli nisem mislila, da bom dobra v tem neposrednem stiku z uporabniki, ampak moram reči, da kar pa se mi zdi, da znam, je pa to, da se znam vživljati ljudi, z katerimi sem v stiku. In to se mi zdi pravzaprav še pomembnejše od tega, da si mogoče zgovoren, da imaš neke druge lastnosti. Se mi zdi, da je ravno v neki knjižničarski, pa ravno tej dejavnosti v neposrednem stiku z uporabniki, posebej kadar iščeš informacije zanje, najboljša veščina ravno to, da znaš poslušati, da znaš razumeti, kaj uporabniki potrebujejo in iščejo, in potem res nastopiti kot nekdo, ki pač prevaja željo v informacijski sistem. No, tudi to je komunikacija. Ja. Tako da, kaj bi bilo mogoče današnje sporočilo za bralce knjižničarskih novic? Poslušajte ljudi. Najlepša hvala za vaš čas.